Jaz vse skupaj lepo pozdravljam. Ti citati, jaz pa mislila, da sem tako pametna. Jaz se ne spomnim, kdaj sem to napisala, skratka zvenilo je krasno. Tako da hvala. Običajno sem navajena, da nagovarjam predvsem mlajšo publiko, s tem nočem seveda nič aludirati na vaša leta, bog ne daj. Sam je pa res, da sem tako navajena, da skakljajo okrog mene, kar ne pomeni, da morate vstati pa začeti skakati, bog ne daj. Sam navajena sem tistega živžava in lahko dobim avtogram, pa ti skratka čist drug svet in jaz zdaj, skratka to je pa realnost, ne, ki me že nekaj let poziva, da ne napišem končno že tudi neko besedilo za odrasle. Jaz si nisem se posebej pripravljala za današnji večer, zato ker sem precej, mislim, da kar spontan človek in si nisem želela skratka nobenih okvirjev in predalčkov, no, ampak potem me je pa zdaj pred približno 1 uro panika zgrabila, ne, mislim, onoga pa zdaj, ko sem nepripravljena. In jaz sem si namreč predstavljala bistveno lažje, če imaš enega moderatorja, pa ti postavlja vprašanja, pa ti sam tak, da ne, mislim, mogoče, ne. Moraš pa sam, skratka, povedati same pametne stvari, je pa to malo težje, tako da mi oprostite tudi en kup neumnosti, ki jih bom izrekla. Jaz sem si za vsak primer prenesla nekaj knjig, da bi nekaj malega prebrala, ker se mi zdi, da se mogoče le spodobi. Sicer grozno rada ne berem in pravzaprav sploh nikoli ne berem, tako da bo to ena redkih priložnosti, ko bom jaz iz kakšnega svojega dela kaj prebrala. To pa predvsem zato, ker smo mi, pisatelji mladinski, zelo pragmatični. Mularija ne mara poslušati, kak bereš na glas, ne. In če jim začneš brati, postanejo nemirni. To se pravi, da smo se mi, večinoma mladinski avtorji branja, popolnoma odvadili in počnemo razne bedarije, sam ne tisto, za kar smo povabljeni na šolo. Tako da jaz bi začela torej na začetku. Pa bi rekla takole, ne, da pa ne se me straši, če sem vmes stala, pa se začela sprehajati. To je tudi poklicna deformacija, to počnemo po šolah namreč. Da se moje življenje mogoče nekje deli na čas pred letom 2008 in čas od takrat, ko sem vstopila v to nesrečno politiko. Jaz upam, da ta politika še ni zaznamovala moje literature, ampak se bojim, da jo počasi bo, zato ker se mi zdi, da je nemogoče, mislim, da bi avtor ostal imun na, pravzaprav na vse te grobe vtise, grobe impresije, ki se dnevno dogajajo. Lahko bi se pogovarjali danes, seveda si predstavljam, da bi bilo mogoče to marsikomu celo bolj zanimivo, tudi o politiki oziroma o situaciji v Mariboru, ampak jaz sem sklenila, da se bom temu poskušala izogniti, še posebej, če začnem čisto na začetku, sem oklevala, ali bi se danes tega dogodka sploh udeležila ali ne, glede na pač zadnje konflikte, ki jih imam z zavodom Maribor 2012, Evropska prestolnica kulture, ampak potem sem si rekla, da enostavno, da ni pošteno do organizatorja, da pravzaprav neke take stvari, da se prenašajo na prostor, ki ne sodi, oziroma v dogodke, ki skratka nimajo neposredne zveze. Je pa res, da je težko pač ostati, in to ti potem mogoče jemlje ogromno časa kot pisatelju, če vam povem po pravici, več kot leto dni je minilo, odkar sem izdala svojo zadnjo knjigo. To bo mogoče nekaterim, oziroma tukaj v tej dvorani ne, ampak tisti, če bi bili moji kolegi prisotni, bi zelo dobro razumeli, kaj to pomeni, če mladinski avtor več kot leto dni ne izda nobene svoje knjige. To pomeni, da je situacija v bistvu zelo resna, ne, in da je mene pravzaprav družbeno dogajanje oziroma politična scena vse v Mariboru precej posrkala vase in da mi zmanjkuje časa za tiste poklicne obveznosti, zaradi katerih pravzaprav moje poslanstvo sploh živi že skoraj 20 let. Zdaj, kar se tiče, rada bi bila čim krajša, bi pa vas rada kljub vsemu opozorila, ker ste tukaj pač vseeno, vsaj nekateri, ki vam ni vseeno za to, kaj se v tem mestu dogaja. Zdaj sem začela sprehajati, ne, malo pozna. Glejte, če vam povem za ilustracijo, ne, zakaj se v tem mestu
ne splača truditi. Pa zakaj se v tem mestu ne splača zauzemati za prebivalce, za someščane, za sokrajane. Recimo, glede na vse reči, moja kolegica, ki je tudi mestna svetnica, jih tudi pozna bolje od mene. Za ilustracijo primer, zelo, ampak res zelo, se Mariborčani pritožujejo nad skratka socialno stisko, nad stvarmi, ki so krenile pač neko svojo pot, nad katero nimajo več vpliva in dolžijo velikokrat tudi pravzaprav mestne svetnike in pač občinsko upravo v celoti zaradi stvari, ki se dogajajo in zaradi nekaterih nepravilnosti. In jaz sem velikokrat zdaj v zadnjem času pozvala preko civilnih iniciativ, preko skratka nekaterih institucij, Mariborčane ne pridejo na mestno sejo, naj si pridejo pogledat, naj bodo neka nema priča, naj bodo neka tiha grožnja, ne? Da pravzaprav za svojo navzočnostjo, sicer nimajo besede, ampak seje so javne in tudi lahko pravzaprav mogoče le se vsaj prepričajo, kako se sprejemajo odločitve recimo v tem mestu in se nikoli nihče ne odzove, ne? Tako da, če s prstom pokažeš na nepravilnosti, se na tebe zlije ogromno gnojnice, če ne pokažeš, potem pa absolutno napravljaš tistega primarnega poslanstva v mestnem svetu. Torej, mi, mestni svetniki, gotovo odgovarjamo vam, Mariborčanom, zato vam hočem reči, da je to ves ta krog nekoga, jaz se spomnim Toneta Partliča, za katerega tudi veste, naš dragi Mariborčan, ki se je ukvarjal s politiko dobrih 16 let, pa tudi pisatelj, pa dramatik, velikokrat mi je rekel, pazi, se boš videla, kaj se ti bo zgodilo. In jaz sem na začetku njemu rekla, ni šans. Mislim, meni se to ne more zgoditi, da bi mene to potegnilo v sebe, zato ker jaz sem kulturniški subjekt, jaz sem kulturniški parazit. Meni se take stvari ne bodo dogajale, jaz bom pač, kolikor bom lahko sodelovala, se trudila po svojih najboljših močeh, potem pa pač grejo stvari svojo pot. Ne, to sploh ni res, ne. Te stvari te tako posrkajo in več, ko je krivic, in več, kot je stvari, za katere naivno, lahkoverno misliš, si domišljaš, da lahko nekako vplivaš na nje, zato ker se na prvi pogled zdi, da lahko vplivaš, se v končni fazi v bistvu k večjemu, če rečem po domače, pa zelo vulgarno userjajo na glavo, učinka pa ni nobenega. Zato jaz zdaj nekje, se pravim, skušam tako, kot mi je prav Tone Partlič Svetovo je rekel, poskusi narediti selekcijo, preden te to požre. Skratka, kaj so prioritete? Nekje je pač preprosto treba potegniti črto. In zdaj, če so prioritete tole, kar vidite na mizi, in če začnem, pa čisto zares na začetku, z dogodki, ki nimajo nobene zveze z politiko, ker takrat sploh nisem vedela, da kaj takega obstaja, lahko začnem, se vrnem v čas, ko sem bila stara 5 let. Takrat se je začela moja pisateljska kariera. Ja, vem, težko si je to predstavljati, ampak nekateri to zgodbo že poznajo, in ker sem jo že povedala in je v bistvu zelo pomenljiva, zelo zaznamovala tudi moje življenje, pa ste tudi razumeli, zakaj. Namreč, gledajte, ko sem bila stara 5 let, je bila moja starejša sestra stara že 18 in je imela fanta iz NK Maribor. NK Maribor je bil takrat tudi tako pomemben kot danes. In če je imela punca, če ni imela fanta iz NK Maribor, potem je sploh ni bilo. Tako da NK Maribor je dekleta definiral. No, in moja sestra seveda bi za tega fanta naredila vse, imela pa eno samo težavo in to sem bila jaz, ker je mogla biti moja varuška in me je mogla na vsak zmenek peljati pač s sabo. In zdaj si lahko predstavljate, kakšne stvari so se dogajale, ko me je ta veliki nogometni up vsakič v vsakem zmenku zagledal. In moja sestra si je pač morala nekaj izmisliti, zato da bi nekako pač polepšala to zvezo in je pri nas doma začela očetu likati hlače. To je bilo, mislim, da njeno najbolj pogumno dejanje, kar se jaz spomnim, pa je danes že zelo stara, ker je tudi od mene starejša 14 let. Očetu likala hlače in je oče dal za
za vsako likanje je dal bankovec takrat 10 dinarjev, mislim, da kar ogromno skratka. In ko je nekega dne ta bankovec takole izročil, nastavil na rob mize in je moja sestra vsa vesela, odzvončkljala v kopalnico, da se gre polišpat za ta svoj zmenek, sem jaz zagledala ta bankovec. Zdaj vi veste, kako smo kreativni pri 5 letih, In eno tako skropucalo, z nekim rudarjem, ko en muši drekec, to otroka definitivno, mislim, to je travma. In jaz sem morala pri priči, glede na to, da je tako dobro slikala hlače, pri priči vzeti barvice in pobarvati rudarja. No in literarna pot se je pa začela v trenutku, ko sem vzela flomastre in na bankovec napisala svojo prvo abecedo. To se pravi, svojo prvo veliko literarno umetnino. In ta bankovec se meni zazdel prekrasen. Edini problem je bil ta, da je bil samo eden. In se mi je zazdelo, da si moja sestra zasluži več, bistveno več. In da bi ustvarila bistveno več, sem vzela škarje in se ta bankovec razrezala na 3 enake dele. Vse 3 dele sem pač položila nazaj na rob mize in zdaj sem bila prepričana, da me bo pač moja sestra vzljubila, ker sem pomnožila denar. In da bom končno dobila tisto sestro, ki si jo pač, da je vsaka deklica zasluži, bi se rekla temu, če jo že ima pri hiši, Ja. No, moja sestra je naličena in urejena, prišla iz kopalnice in je zagledala ta ostanek, ali te ostanke na mizi, no in smo se začeli okrog mize loviti. In jaz sem bila najprej navdušena, sem rekla, no tako, zdaj pa končno se moja sestra igra z mano, to, kar sem si zmeraj želela. Dokler nisem pač se ozrla in zagledala tega morilskega izraza na njenem obrazu, sem zagotovila, da je to tek na življenje in smrt, da to sploh ni igra. Jaz sem sicer dirkala, okrog mize, koliko so mi dali te moje kratke nogice, samo ko me moja sestra dobila, me je tako premlatla, ono, ko rečemo, vete, kad v Mariboru, na živo in mrtvo, mislim, nobenata ni mogla pomagati, nobena mama, ker sploh nisem mogla na ta zadnji sedeti, mislim, res me je premlatla. To samo dokazuje, da ženske za moškega zmeraj mislim, da sploh ni debate, Ni nobena žrtev, ni odveč in preveč. In zato je potem to v bistvu pravzaprav neko vodilo, nek impuls, ker jaz danes včasih od jutra do večera moram sedeti za računalnikom pa pisati te svoje debele knjige. Me tudi seveda, kdaj ta zadnja plan boli, se zmeraj rečem, evo, posledice tistih davnih let so še danes prisotne. Ampak pol na kakšni šoli so otroci, vidim kakšne razlike so, nekaj so otroci zgroženi. Mislim, jaz ne verjamem, da se otrok ne tepe več. Jaz sem prepričana, da so batine že zbira na sporedu doma med 4 tednami, ampak otroci glej, kaj si ti nor, pa kaj so vas še kdaj, ali to je bilo edinokrat, tako naslajajo se, skratka. Mislim, to jim je, ne vem, nepojemljivo fizično nasilje in tudi, mislim, učiteljice, učiteljski kader tam tudi potem poskuša nekako zrelativizirati, to, skratka, ta zaključek, to je pač se zgodilo, mislim, nek enkraten dogodek, to ne more biti, nekih širših posledic, meni pa včasih smešno, Ampak to je ta, v bistvu, literarna pot, en del te poti, jaz tudi v tej knjigi svoj Pink, tisti, ki še niste prebrali, vas tako milo prosim, da si jo preberite, zato ker govori o Mariboru, in govori o najboljših možnih desetletjih Jugoslavije, mislim, skratka, ko nismo imeli nič, pa smo imeli vse, in opisuje v bistvu ta 70. Konc 60. 70. leta do Titove smrti in vam moram povedati, zdaj sem malo preskakovala, ampak ker sem se ravno kar spomnila, pravkar pišem scenarij, dobili smo že, prvo smo že fazo preskočili, se pravi, dobili smo razvoj projekta in če bo vse po sreči, bomo v Mariboru, o Mariboru, z mariborskimi igralci in s kompletno mariborsko ekipo snemali film. Režiser je Mariborčan, producent je Mariborčan, scenaristka itak Mariborčanka, igralci bodo sami Mariborčani, mislim, obudili bomo Ezel Ek, obudili bomo, mislim, skratka vse tiste stvari, ki smo jih že pravzaprav skoraj pozabili,
In jaz grozno se veselim tega projekta, no, ker se mi zdi, da to pa bo v bistvu en tak poklon mojemu mestu, kot si ga definitivno zasluži, ker ne glede na vse, kaj govorijo, ne, o Mariboru, ne, kot veste sami, češ Ljubljana bi bolje speljala evropsko kulturno prestolnico, ne. Potem še marsikaj drugega, ampak jaz vam tako povem, mislim, Maribor, ne, se sami veste, vam ne rabim govoriti, je v bistvu toliko topel, tako domač, kot Ljubljana ne bo nikoli. Mislim, in so svetovljani proti nam, mislim, vem, kako nas vidijo, vem, kako mene gledajo v Ljubljani, zdaj so se me že malo navadili pa vseh teh gledih, ampak zdaj že za nalašč točen svojo štajerščino, ker na začetku sem se blazno trudila, da bi govorila knjižno slovenščino, da me ne bojo po strani gledali, zdaj hvala Bogu je to že mimo. In so močnejši v marsikaterem pogledu, ampak kljub vsemu, mislim, da tiste duše, s katero mislijo, da se ponašajo, mislim, da je nimajo. Tako da tukaj v tej knjigi opisujem sprejem v Titove pionirje, v Titove omladince, opisujem vse tiste zadeve, ki jih zaveden Mariborčan mora poznati, zato ker mora vedeti, kje v Mariboru so se stvari dogajale, kje je stal stari Merkur, kje je bil nekoč Kvik, kje je bil tam. Poznati morajo stvari in tudi jaz otrokom, ki nimajo pojma o Mariboru, ne, poznajo samo ta Maribor, današnji Maribor, to je eno, zdaj, to je en skupek, skratka, vseh možnih rešitev, teh postindustrijskih in ne vem česa še vsega živega, ampak morajo poznati v bistvu tisti Maribor, zato je bilo to tudi napisano, ne, za nas, da se spominjamo in za njih, da pravzaprav, da se naučijo nekatere stvari, ki so jih že zdavnaj pozabili. Jaz bi vseeno, če smem, zdaj preskočila Maribor, pa svojo mladost, pa bi vam prebrala nekaj grdega. Nekaj, sem se rekla, mislim, da je prav, da to naredim, nekaj takega, ko zmeraj, kadarkoli kje to zasledijo, se skratka ljudje v zadregi smehljajo, ker ne vejo, kako bi reagirali, ne. Ta knjiga Angie je dobila E.B. Anerlist v Komposteli leta 2010 in je blazno čudna, rečemo temu bizarna knjiga, ne, za marsikoga. Je kar precej izposojena, jaz sem presenečena, kako trdoživi so mariborski bralci, nekaj zdaj ste predstavljali, da bo to nekje na policah ždelo, ampak kar, no, mislim, skratka, je kar ena izmed bolj sposojenimi, da bi jaz tukaj od zadaj vam prebrala pravzaprav en tak originalni statement, ki velja za to knjigo, pa nekje mogoče tudi zame in v končni fazi tudi za Slovenijo, za našo državo zdaj v teh časih, v katerih smo se znašli, mislim, da celo ne po svoji krivdi, ne, vsaj ne po naši naši. Torej, govori, to pove en človek, ki je zelo ležeren, lagoden, nekdo, ki pravzaprav meni, kako bi rekla, obraz, profil prihodnosti. Nekdo, tak individuum, tako izrazit, radikalen, kot bodo verjetno naši potomci ali pa potomcev potomci, skratka, tako nekako se giblje ta svet. In pravi takole: jebe se meni za predsednike, pisatelje, poslance in stranke, pa za Iran in njihov nuklearni program, pa za povojne poboje, za reunion pop dizajna, za globalno segrevanje, jebe se mi za Afganistance, njihova makova polja, talibanska jajca, islamske skrajneže in talce, jebe se mi za desne, leve, sredinsko desne, narkomanijo, za srbski ponos in kamikaze na slovenskih cestah. Jebe se mi za storilce in žrtve, jebe se mi za Piranski zaliv, za Japonce in njihove samomore, pa za naše tudi, za 11. september in 6. april, kar je mimogrede moj rojstni datum. Jebe se mi za Jennifer, Breda, njune seksualne probleme, pa tisto pičko od Angeline. Jebe se mi za Tita in Paris Hilton, za kolumnajzarje, komunajzarje, komunalce in komunikologe. V bistvu se mi jebe za celi svet. Ko sem jaz
pisala to knjigo, ne. Grozna, mislim, to je grozna knjiga, zato vam jo toplo priporočam, ne. Ne. Je malo težka. Težka, ja. Grozno težka, ker sem v tej knjigi prvič na grafično-tehnični ravni uvedla še nekaj, kar ni značilno, sploh ne za literaturo. En poskus uvajanja papagajščine oziroma ponavljanja konzonantov, zlogov, konzonantnih zlogov, če sem zelo natančna, in zato je to knjigo grozno težko brati. Ker ta punca, ki trpi za agorafobijo, ki trpi za kompulzivno-obsesivnimi motnjami, ima tudi blazno nenavaden slog izražanja in tudi njena optika sveta je tako zelo specifična, da se mi zdi, da bi pravzaprav vsi morali svet dojemati na njen način. Mislim, da bi živeli bistveno lažje, če bi svet razumeli tako, kot ga razume ona in se odzivali tako, kot se ona odziva. In ta knjiga, meni je skrajno nenavadno, da je ta knjiga dobila v bistvu eno tako veliko mednarodno priznanje, zato ker to absolutno ni knjiga, ki bi jo, recimo starši priporočali, otrokom sploh ne, pardon, ki bi jo priporočali recimo mladostnikom, to sploh ne pride v poštev, ker mislim, da bi sprožala še kakšne referendume zaradi nje. Potem, to je knjiga, ob kateri recimo marsikdo, v bistvu prvenstveno berejo odrasli, se potem globoko zamislijo. In če se s kom pogovarjamo o kakšnem feedbacku, kakšnem odzivu, ja, in potem je dolgo tišina. In jaz čakam, da slišim, pač, ja, težka je. Potem pa ponavadi pride tisto, kar čakam, da pride, pa pravi, kaj si mogla dati tisto noter o samozadovoljevanju s kumaro? Kaj pa, če bi to spustila? Veš, pa moja bi bila potem knjiga bistveno lažja za prebrati in mogoče ne bi bilo toliko ljudi proti. Skratka, in potem jaz pojasnim, zakaj popolnoma vse, kar je v tej knjigi, mora biti v knjigi. Zakaj, dobro večer, zakaj ne sme manjkati noben pasus, nobeno poglavje, zakaj so vse stvari postavljene tako, kot so, ker se tudi iztečejo tako, kot se morajo tudi zaradi samozadovoljevanja s kumaro, tudi zaradi njene papagajščine, zaradi vsega. In potem ugotovim, po teh pogovorih, da odrasli bralci ne razumejo te knjige, ki je napisana za najstnike, ampak da boste še bolj presenečeni, najstnike jo pa popolnoma razumejo. In nima z njo nobenih težav. In ne glede na to, na kak način jih skušam ujeti, na kaki šoli, pa jim podtikam taka vprašanja, da bi videla, ali so, pa njim so stvari popolnoma jasne, čujete? Mislim, kaj se je z nami zgodilo na naši poti, da smo total zabluzili? Total smo zabluzili, razumete? Njim so stvari popolnoma jasne in njim so tudi jasne stvari, gledajte, ko se mi pogovarjamo. Zdaj sem bila v Kranju na otroškem parlamentu pred kakšnim mesecem dni. Junaki v nas in okrog nas je bila naslovna tema, kolega ja, njegov sin je bil doslej predsednik otroškega parlamenta, zato vem, da mora vedeti. In vam hočem reči, in mi se pogovarjamo, in sem jaz rekla, pač nekdo moral povedati, Sem rekla, dragi moji, vi zdaj sedite tukaj v parlamentu, sem rekla, Bog ne da, kot v otroškem parlamentu, ponazorite otroškega parlamenta, sem rekla, Bog ne da, da vas kdaj pot zanese v to svinjarijo in to leglo pregreha in švajneraja in ogabnosti in opolskosti in korupcije in kriminala, Če boste pametni, si boste poiskali neki drug vir zaslužka, zato ker če boste šli v parlament, mislim, skratka, je vaš moralni kompas, skratka, zlobljeno iglo. In dobro razmišljajo, vam moram povedati. Kak sem vesela, da pišem za mlade bralce. Veste, kak jasno profilirana stališča imajo in potem pa starši doma vsak dan jih kljukajo, razumete, z vso svinjarijo in potem se spridijo na tej poti odraščanja. Potem, ko odrastejo, so pa taki njihovi starši. In nič ne pomaga to, me razumete, nič ne pomaga vsa ta literatura, nič ne pomaga ves ta trud, ves ta angažma družbeni, nič ne pomaga in tudi ne bo pomagalo, da sem jim jaz odkrito povedala nekaj krutih stvari na tem otroškem parlamentu in so se strinjali z mano.
Zaradi tega, ker bodo v tem procesu odraščanja šli skozi toliko rok, ne, ki jih bodo gnetle po svoje, dokler ne bodo takšni, tako zavoženi, kot smo mi. Ne. Tako da, jaz pač ne vem, mislim, meni se zdi, da imamo mi, jaz sem pač vidim tukaj v tej kako se temu reče zdaj, projektu, ne, se beremo, da sem jaz v bistvu edina mladinska avtorica, ne, vse moji kolegi so vsi resna odrasla literatura, ampak vam jaz moram povedati, ne, pa ne bi zamenjala, ne. Če mi lahko verjamete, ne bi zamenjala, pa ne zaradi tega, ker smo mladinski bralci, mislim pisatelji, daleč najbolj brani, ne, in tudi na Kobisu med prvimi 10, mislim, da razen, ne vem, če je Niko Grafenauer še med prvimi 10, oziroma Feri Lanšček bi morala preveriti, ampak sami mladinski avtori smo in potem jamrate, ne, vsi odrasli, ne. Ja, kaj se to kaj z bralno kulturo, ne, če te Mularija bere, ne, vi ne berete, ne, mislim, vi ste problem, razumete, ne, zato ker Jančar je šele na 21. mestu, ali pa potem, ne vem, za njim Feri Lanšček je na 13. ali na 14. mislim, vi ste tisti, ki ne berete, ne, vi nam rušite povprečje, saj z mladimi ni nič narobe, ne. Še to, ker nisem na začetku tega rekla, ker pač ne znam voditi sama včeraj. Če ima kdorkoli kako vprašanje, kadarkoli dvignete roko in me prekinete, jaz vam na smrt hvaležna, da bom lahko odgovorila na vprašanje, pa mi z njega celo zgodbo napletla, samo ko moram sama, je pa to res težko. V glavnem, kadarkoli dvignete roko in me vprašate, karkoli želite, lahko tudi o politiki, čeprav ne vem kaj dosti o politiki, bom pa bolj vesela, če me boste kaj o literaturi vprašali, to me bo seveda mnogo bolj sedla, ne. Zdaj pa, to je druga varianta te knjige Pink, ne, to je dobilo 13.000 devetošolcev, to samo toliko, da se malo pohvalim, ker vem, da je to greh Sloveniji, ne, če se ga pohvališ, ampak to je ta od Mobitela akcija. Tak, zdaj pa bi se jaz vseeno osredotočila malo konkretno na literaturo, če smem. Prej sem že povedala kolegici, ko mi je postavljeno vprašanje, to se mi zdi pomembno, da dr. Dragica Haramija, ona je najmlajša redna profesorca na Mariborski univerzi, tako da škoda, da danes ni z nami, jaz sem upala, da bo lahko prišla, pa izgleda, se ji ni šlo, uvršča v bistvu mojo prozo nekje v 6 literarnih vrsti, mislim, da 6. In smo se pogovarjali o, ne, to, kar je najbolj zanimivo, o problemski literaturi, za katero sem, mislim, nekje jaz pravijo, da prvo pero, ne, v Sloveniji. Problemska literatura, oziroma, kot ji pravijo v tujini, crossover literatura, to je literatura, ki jo lahko berejo, to se pravi najstniki in mladi odrasli. Glede na to, da se je zdaj starostna meja z 18. leta premaknila na 30, ne, in so zdaj mladi odrasli nekje tudi pri 40, ne, mladi odrasli se veste, ne, najstniki na motorih pa to, no, pa na nobenega ne cikam, zdaj tukaj v tej dvorani, ampak mladi odrasli, to se pravi, to je literatura, ki je trenutno v svetu daleč najbolj aktualna. Aktualna pa z tega stališča, da se pravzaprav v to zvrst, ne zvrst, zdaj to je en umetni konstrukt tudi, ki se je pojavil z Harryjem Potterjem in tako dalje, to so hoteli recimo, da bi bila to literatura, ki jo berejo vsi, ampak to ni crossover literatura, ne. Od tu pa izhaja ime crossover literatura oziroma naziv in pomeni literaturo, v kateri nastopa najstnik, recimo mlajši odrasel, recimo do 18. leta, vendar je njegov način razmišljanja način odrasle osebe, zrele osebe. To se pravi najstniki, ki razmišljajo kot ljudje, če karikiram, celo v zrelih letih, ne. To je zdaj ta literatura, s katero se nekje v tujini, v katero se vrže vse mogoče, in tu pri nas se tega ne da. To morate vedeti, recimo, ne vem, ena knjiga Morilčeve solze, ki je v tujini en velik hit. V tej knjigi, recimo, pripoveduje zgodbo otrok, morilec se dokopal do njihove hiše, ubil očeta in mater in kako ta otrok in ta morilec, čeprav je otrok s temi očmi svojimi, seveda vse to videl, kako se navezujeta in kako otrok vzljubi, se pravi morilca svojih staršev.
tega v Sloveniji, pa ne, da se tega ne bi mogel noben mladinski avtor domisliti, brez skrbi imamo mi marsikakšne svinjarije na zalogi, ampak tega v Sloveniji ne moreš izdati. To je popolnoma nemogoče. Torej že knjige, ki jih jaz spišem, pa govorijo, se pravi, o bosanskih beguncih, pa govorijo o gejih, pa govorijo o punkerjih, o smrti, o bolezni, o deviacijah. To je, bi rekla, pravzaprav plafon. Ne? To je tista zgornja meja, ki jo lahko pač bralstvo tu pri nas prenese in do katere meje je dopustno, preden ti stroka sama prireže peruti. Ne? Mene so zaradi knjige Princeska z napako, ki je nimam zraven, ne boste verjeli, nočem več kazati te naslovke, ki jo itak vsi poznajo, mislim, mladi, no? Zato, ker pripravljam njeno predelavo. In ko sem jaz takrat pisala Princesko z napako in je bil ta cirkus pri nas, mislim, je bilo ogromno bosanskih, bošnjaških beguncev pri nas, je bila originalna verzija bila grozna. Originalna verzija je bila grda, kruta. In potem so mi rekli pri založbi, da me prosijo, če ne bi, ne? Če bi omilila, zato da bo lahko išla na slovenskem trgu. Jaz sem to naredila, omiljena verzija je zdaj že išla, mislim, da v 4 ponatisih, ampak zdaj pa se spravljam zraven, ker se mi pa zdaj zdi, ne, da tih eksodusov, se veste, to je večno aktualna tema. Poleg tega ne gre za aktualnost, ampak gre za nek biblični prizvok, ki se jaz sicer zelo branim, eksodusa kot takega, selitve, ki se dogajajo povsod, izgoni, ki se dogajajo povsod, in bi jaz rada v tej Princeski pač zdaj seveda postavila vse tiste stvari, ki jih takrat nisem mogla, ne, se pravi, Organizacijo Združenih narodov, tudi te italijanske petičneže, ki so hodili v Sarajevo, ne, so plačali za to, da so lahko pobijali, so hodili na lov. In skratka vse tiste stvari, ki jih takrat v tisti verziji ni smelo biti, pa jaz si ne domišljam, da je zdaj Slovenija toliko bolj zrela, ne? Ampak smo pa toliko starejši, ne? Tako da bomo knjigo plasirali na tržišče, pa hočem vam reči, ne, da zaradi te knjige sem se jaz morala zelo zagovarjati, ne, tudi v medijih, in so zbrali proti meni, proti tej knjigi, ampak tudi proti meni posledično 50 000 podpisov, ne želijo te knjige, ne. Zdaj, da bi jo brali otroci, ne. Zdaj, če vi pogledate, recimo našo družbo, mogoče potem posledično bolj razumljivo, zakaj je mene v bistvu ta družbeni aktivizem toliko posrkal vase, ne. Zato, ker jaz sem skušala skozi literaturo, ne, to, kar zdaj na drugih področjih, jaz sem skušala najprej skozi literaturo nekje se opravičevati, ne, razumeti, približati. In potem sem ugotovila, da je samo skozi literaturo premalo. In sicer me v politiko zaneslo proti moji volji oziroma po naključju, ampak zdaj sem ugotovila, da sploh ni politika tista, ki me zanima, oziroma če parafrazijam, politika je vse, kar je, ne. Vse je politika, ne. Od politike dialoga, ne, mislim, vse je politika in politiki se ne moremo izogniti. In če se ne da dovolj skozi literaturo ozavestiti, potem je treba začeti tudi na drugih področjih, ne. Ne sem ful naivna, pa nimam blage veze, ampak vem pa samo eno stvar, da ni res, da se ne da narediti nič dobrega. Pa če te 10-krat potolče, pa ti mogoče 11-tič uspe, ne. In vem, da se politika ne kroji na ta način, ne, da se ne vodi na ta način, ampak to se mi zdi, da je tisti, za katerega bi si tisti družbeni aktivisti, ki vse zbiramo, pa ki protestiramo, da si želimo pravzaprav samo tega, ne. Samo nekih čistih odnosov, neke neposredne demokracije, upoštevanje ljudi, zavzemanje za skupno dobro, socialno pravično družbo, ne. In potem sem se ugotovila, da to pravzaprav vse, kar jaz v svoji literaturi pravzaprav pišem že skoraj 20 let, ne. Se prav to pišem, ne. Se pravi, v bistvu odpiram oči, opozarjam na krivice. Jaz sem to Princesko z napako recimo napisala zato, ker je bila moja hči v vrtcu in so v vrtec pripeljali nekaj teh malih begunčkov in so imeli uši. In v vrtcu smo takrat vsi starši, tudi jaz, zagnali paniko, ne. Nismo želeli tega, ne. Nismo želeli
da te otroke, vse možne izgovore smo iskali, ne? Se imajo, se pravi, svoje mame v begunskih centrih, ne potrebujemo jih tukaj tako blizu, ne? Dajmo jim, ne vem, mi bi jim sredi puščave bi jim zgradili najsodobnejši kompleks, razumete, pa ga ugradili z bodečo žico, vse bi jim nudili, vso razkošje, mislim, vse, kar je možno, ves luksus, samo da jih ne imeli v svoji bližini. Potem me je postalo grozno sram. Sem ugotovila, da pravzaprav, da moram nekaj narediti, pa nisem vedela kaj. In to knjiga je začela nastajati v bistvu kot nekje en notranji tok, en notranji monolog tega, kar je mene takrat tako grozno bremenilo. Ne. In ko so začeli knjigo napadati, takrat sem vedela, da sem naredila prav. Razumete? In to je bistvo, da je v tej družbi. Ne. Takrat, ko začnejo pljuvati, ko začnejo napadati, ko začnejo s prstom kazati, takrat veš, da je to to, ne. Takrat veš, da imaš prav in ne smeš odnehati, ne. Mislim, recimo, da ne. Rada bi vam, glede na to, da ker govorim o tem, kako sem družbeno aktivna, ne, bi vam rada prebrala nekaj, kar se zdaj pa utira pot v tujino. Vete, to je blazno težko, ne, v tujino. To so sanje, se veste, mala Slovenija, pa velika tujina, ne, pa zdaj komu bo kaj ratalo, ne. Romi, ne, naslednje poglavje, ne, naslednja tabu tema, zoprna, neprijetna, ne bi, ne, mi ne bi, razumete, sploh ne bi, ne, iščemo vse mogoče izgovore, ne, ampak to so slovenski državljani, poslušajte, ne, in ko si mi pretvarjamo, ne, da smo strpni do njih, po resnici sploh nismo, ne, glejte, zakaj pa mislite, da se vse dogaja, kar se dogaja? Zakaj mislite, da so njihovi otroci mnogo bolj samostojni, samozavestni, odporni, neugnani, prodorni? Pa slušajte, to so otroci, ko že od malih nog, razumete, se borijo zase in mi jim delamo medvedjo uslugo, razumete, s tem, ko teptamo njihove pravice, ne, v bistvu delamo na eni strani močnejše, na eni strani upornike, na drugi strani jim jemljemo njihovo kulturo in recimo otroci Romov danes so že mnogi popolnoma izgubili svojo identiteto in se ne čutijo Roma in se ne čutijo recimo Slovence. Ne. To, da se ne čutijo Slovence, me tako ne čudi. Ne. Ampak razumete, da izgubljajo svojo lastno identiteto. Zakaj? To je naša zasluga. Gledajte, vidite, in za take stvari se zdi meni, ne vem, nekje vredno ostati, pa tudi potrpeti kakšno, ko mi jo kdo kje spusti, da sem ne vem kaj že vse, sem tudi bila, pa vam ne bom zdaj sploh ne vam pripovedovala stvari, ki so jih Slovenci zmožni skratka izreči o kom, ampak gledajte, poetika enih odnosov, ne, če smem, se kaže prav v tej knjigi, ne. Ta Kebari, ta deklica, njen oče je v zaporu. Ona ne ve, da je v zaporu. Ne? In ona ne ve, da njen oče nepismen. Ne? In seveda njen oče najboljši oče na svetu, gledajte. Zakaj pa ne bi bil? A samo zato, ker je Rom. To je brez veze. Ona pa hodi seveda v razred, kjer so otroci tako strpni, kot znamo mi biti. Ne? Učiteljica Erika je glasno prebrala zgodbo o čudežnem mlinčku, ki pokvarjen konča na smetišču. Kljub temu vse smeti zmelje v prah. Učencem je zastavljala vprašanje o zgodbi. Največ vprašanje je zastavila Kebari. Kakšen mlinček nastopa v zgodbi? Kebari je razumela zgodbo. Zgodba je bila preprosta. Toda misli so je še vedno uhajale k Dadetu, k očetu. Zato je odvrnila. Bolan. Kako to misliš, se je vznemirila učiteljica Erika? Hotela se reči čudežen, kaj ne? Ne, najprej je čudežen, potem zboli. Mlinček se pokvari, je poskusila učiteljica Erika. Če je čudežen, bi se moral sam popraviti, je odsotno odgovorila Kebari. Učiteljica Erika se je potegnila za ušesno mečico. Mogoče je mislila, da sanja. Zakaj sploh konča na smetišču, je obupano vprašala učiteljica Erika. Ker ga ustreli razbojnik,
je odvrnila Kebari. Toda čudežni mlinček melje naprej, je preglasno zaključila učiteljica Erika. Samo v zgodbah, je rekla Kebari. Učiteljica Erika se je v trenutku naveličala branja. Učiteljica ne mara otrok, ki razmišlja svojo glavo, to morate vedeti. Večina njih ne. Kebari ni razumela čemu, kajti Dade bi bil ponosen na njo. Tudi sam bi odgovarjal podobno. Poznal je odgovor na vsako vprašanje. Dade, zakaj ne bo? Zato, da zemlje ne zebe. Zakaj so oblaki tako mehki? Da nebo ne dobi žuljev. Zakaj se ladja ne utopi? Ker zna plavati. Dade, hecaš me. Če bi se vse ladje potopile, bi se morje dvignilo in poplavilo svet. Vsi bi umrli. Vsi. Ampak smrt pomeni nov začetek. Samo v kartah, hčerka moja. Pod nosom so mu rasle kot vezalka tanke brčice. Gladil jih je s palcem in kazalcem in se smejal. Kadar je znala pesmico na pamet, je v zrak prešerno zalučal klobuk. No, pravijo, da imajo po vsej Evropi velike težave z Romi. Da imajo Francozi, da imajo Romuni in tako dalje. In baje, pravijo tuji literarni agenti, da ima ta knjiga za velike šanse. Zato, ker se s podobnimi težavami srečujejo povsod. Ampak gledajte, a so to težave? A so to težave, da otrok zgubi svojo identiteto, domovina, v katero, ki mu je vsiljena, mu v bistvu jemlje vse tisto, kar ga definira kot Roma. In Evropska unija jemlje to kot težave. In take knjige so zdaj nekje v enih teh akcijah UNICEF-ovih, so zdaj nekje zelo visoko kotirajo in na ta način, to se pravi skozi knjige, vidite, da so knjige koristne, skušajo privzgojiti otrokom strpnost do drugačnih. To se pravi, ne glede na to, kaj si kdo misli o knjigah, gledajte, v končni fazi imajo knjige vse na eno močno poslanstvo. Jaz o samih knjigah, jaz sem sicer tukaj prinesla s sabo tudi mojo edino zbirko kolumen. Se morate misliti, da sem jaz celo kolumne izdala, pa je, vse jih še danes pišem tudi v nekaterih časnikih, ampak nekako se mi zdi, da je to šlo tako mimo, da nisem naredila nekega posebnega vtisa. Rada bi vam pa mogoče samo vse to imate tudi verjetno pri vas, ja, za gušt, kot rečemo temu, nekaj o meni. Ko sem bila otrok, sem hotela izsiliti psička, s katerim je po maminih besedah daleč preveč dela. V modi so bili papagaji in kanarčki, zato je tudi naš dom fasal rumenega zelenega papagaja, ki je posral rame vsakega obiska. Jaz sem kakala bobke po dnevni sobi, naš ljubči, to je bil naš papagaj, pa majhne razmazane kupčke po kostimih in oblekah. Včasih mu je uspelo pokakati zaveso. Meni nikoli. Moja mama je brez potrebe čistila kletko, kajti majhni prostori so ga utesnjevali in mu povzročali prebavne motnje. Jaz sem kmalu ponosno osvajala kahlo, ljubči pa se je še vedno najraje iztrebljal v mimoletu in na nepreglednih ravninah pohištva ali preprog. Kadar si je odpočil na rami nič hudega sluteče žrtve, je izkljuval luknjo v ušesu, zato pri nas ni bilo naglušnih, z izjemo očeta, ki se ni nikoli pritaknil čiščenja kletke ali podelanih površin. Da je za 4 nožci skoraj tako naporno kot z dojenčkom, je pritrjeval mami, udobno zavaljen v naslonjač, zato po 2 hčerkah ne nameravata več nikogar in ničesar posvojiti. Ne spomnim se, da bi se ata kdaj pritaknil to vrstnih bioodpadkov, niti za analizo ne. Sprašujem se, ali gre za tradicionalno razdelitev družbenih vlog, znotraj katerih moški skrbijo za stebre družbe, ženske pod njimi pa za posledice odvajanja družbenih pritiskov. Ali pa gre zgolj za neprenašanje produktov, kadar niso vzvišena posledica krvave revolucije, temveč zgolj banalna posledica evolucije. Iz teh kolumen so nekatere bile kar malo zabavne, no nekatere pa mogoče ne pretirano. Ima kdo kakšno vprašanje?
Ne, ker vam je vse jasno, prav? Ja, veste, ko jaz na kakšno šolo pridem, ne, pa tam norim, pa afneguncam. Pa me otroci, ki sem včasih tudi ponekod, ne povsod, ampak po teh večjih šolah, po večjih krajih, ne, male podružnične šole niso problem, ampak po večjih šolah me tako gledajo, kot me vi zdaj. In so smrtno resni. In si jaz mislim, pa kaj so te naredili s froci danes, čujete v toti državi, ne? Mislim, v naših cajtih je bilo tako, mi smo se režali, ne? Mi smo se znali še režati. Smrtno resno me gledajo, kak sem jaz čudna. In poliko jaz vidim, da me že tako gledajo, kak sem jaz čudna, pa se čutim dolžna, da jim pojasnim, zakaj sem tako čudna, ne? In bolje rečem, če še niste uspeli, ne? Mogoče iz mojega govora razbrati, jaz sem Štajerka. Dobro, potem vse jasno, ne? In potem, včasih sem pa malo užaljena, ne? Razumete, ko tako, to je razlog, ne? Pa rečem, ko pa zdaj mislim, koliko pa Štajercev, te pa poznate, ne? Pa reče, tak knjižničarka, pa naj reče, veste, je bil lani Tone Parklič tudi pri nas, pa vas reče, dobro, pa res poznate Štajerce, mislim, pa nam je vse jasno, ne? In vam hočem reči, mislim, jasno rim, pa zgadnjam, afneguncam bi se reklo temu, ne, pa vse žive bedarije sprašujem, pa to, oni pa resni in traja, preden se sprostijo, vete kako dolgo. Mislim, v naših časih, gledajte, sami vete, ko nismo imeli ne mobitelo, pa ne računalnikov, pa tega, pa smo vsi ves čas, mislim, skratka, na heci smo bili, smo se družili. Danes tega več ni, ne. Jaz na vsaki šoli to kot neko vzgojno anekdoto povem, ne, da moja hči, ne, se tudi tako, zdaj mogoče ni še to ne več, ampak ko je bila v osnovni šoli, da so se tako 15 minut po pouku pred šolo pogovarjali, pa so pa laufali vsak domov za svoj računalnik, pa so se naslednjih 5 ur po računalniku pogovarjali, ne. In jaz to tako povem, da bi oni mene, ne, rekli, pa se pa te ni tak, ne. Pa oni tako prekimavajo, ja, vse to je res. Jaz včasih tudi 7 ur, vete, tršica mi tako, kjer je tako ropa dvigne naprej. Jaz mislim, kaj si norite, mislim res. In potem so zdaj nehala, skratka, to kot neki vzgojni moment, tam, skratka, jim predavati, zato, ker sem ugotovila, da najhujšo resnico, ki jim jo jaz skušam približati, ugotovim, da je njihova toliko hujša, oziroma da je ta realnost toliko hujša, pa toliko bolj zblojena, da jim pravzaprav jaz ne morem ničesar več, česar ne bi že v dosti večji meri sami izkusili, ne morem ničesar več predati, podati, dopovedati, pokazati. In z tega stališča so ti obiski zadnje čase po šolah, ki se dogajajo, recimo, mislim, da bi morali biti na svoje vrstno opozorilo, ne, v bistvu kompletni družbi, ne, tudi staršem, recimo, ne, ki jih prav nič ne skrbi, ne, pa mislim, da bi jih moralo skrbeti, učiteljem, ki jih blazno skrbi, pa nimajo več nobenih pristojnosti, ne, pa jih skrbi za manj, ne. Tudi nam, avtorjem, recimo, ki hodimo po šolah, pa nekateri bolj ali manj odgovorno pišemo te svoje knjige, ne, ne vem, s kakšnimi resnicami vse, ampak hočem vam reči, da v končni fazi vi se srečujete samo za svojim otrokom, ali pa za svojim otrokom, ali pa za svojimi vnuki, ne. Mi, ki pa hodimo nekako po šolah, ali pa ki učijo, ali pa ne, po šolah pa vidimo v bistvu tisto drugo sliko, ne. In tako da vam jaz lahko v končni fazi povem, da nič to vse skupaj, ne. Vse to, gledajte, to je vse skupaj bob ob steno, ne. Zato, ker dnevno jih bombardiramo z stvarmi, ki jim samo jasno kažejo, ni se mi treba truditi. Če se bo učitelj kaj pritožil čez mene, bo tako šel ata v šolo, pa ga bo zlamo skupaj, ne. Če bo učiteljica nekaj mi težila, da moram jaz zdaj nekaj seminarske, pa nekaj pa to delati, manj bo mama opravičilo napisala. Kaj te pol, če oni v šoli nekaj zahtevajo, da mora biti to zdravniško, če je več kot 3 dni odsotnosti, pa to, kaj te to? Se pa te moja mama pozna, tam ono doktorico, pa ona bo šla tja, bo vse zrihtala. Ni, da bi kdo slučajno si drzno namigniti. Karkoli v šoli. Mogoče doma kaj ne štima? Pa je mogoče otrok malo preveč agresivno ali pa takega? Ko ste hecni? Ker bata piše z odvetnikom v šolo, čujete, bo taka pizdarija, pardon, ampak res, da bodo vsi debelo gledali. Razumete? Nobene variante, ne skozi literaturo, ne skozi učno snov,
ne skozi otroške parlamente, ne skozi, razumete, skozi ne vem kakšno aktivacijo družbeno, nemogoče, gledajte, nemogoče, ker na vsaki strani, kadarkoli jim postaviš eno zrcalo, jih sam dobiš naslednjih 5 nazaj. In naši otroci, ker jaz pač se družim veliko z njimi, veliko časa z njimi preživljam, pa mogoče na neki drugi ravni kot učitelji v šolah, vam lahko povem, da so ujeti v en začaran krog. In zato sem zadnje čase začela po šolah, ne boste verjeli, propagirati družbeno aktivno vlogo. Hodim po šolah in se z njimi več ne pogovarjam o knjigah, ampak sekiram in grozim, da jim bomo volilno pravico spustili na 15 let, pa da jih bomo vse tako je bilo v Jugoslaviji, razumete, ko so mogli mladinci poznati družbeni ustroj pa sistem, da jih bomo naterali, da se bo začeli za to družbo zanimati. In pol, jaz povedal, pa to kakšna srednja medicinska, pa gimnazija, pa to. Pa mi pogledal, pa kaj bi vi radi? Pa mi smo mladi, mi imamo pravico. Mi rečejo, da nas ne briga nič. To je naša ustavna pravica. In potem jaz se razložim, kak ta družba špila, pa v kakem dreku je. Potem začnejo razmišljati, pa pravijo, pa kaj pa te lahko mi sploh naredimo? Pa rečem, evo že to je prvi korak. Zamislite se, pomislite, kaj lahko vi naredite. In kdo bo te nas poslušal? Ja, najprej morate nekaj povedati, ne? Najprej morate imeti stališče. Pa boste videli, če vam bo kdo prisluhnil ali ne. Ne? Razumete? Mi smo mladino, otroke, tako, mladino potisnili popolnoma na rob. Mi smo jih iztisnili, ko mati Korojeva, iztisnili smo jih iz te družbe. Ker dok so mali, ne, pa nam tako prikimavajo, seveda, ne, mama pa ata sta boki batina, ne, kaj si ti na roke, to lepo, ne. Mali otrok pa vse, ko mama reče, pohvalta reče, to je zdravo zagotovo. Pa tudi otrok odraste, pa začne razmišljati svojo glavo, ne. Te pa si misli za doma, ata pa mama, kaj te za to je? Kaj te to za? Če pa sem ti jaz rekel, da je tak. In pol mu otrok reče, ne pa ni, jaz se pa s tabo ne strinjam. Ata je fertik. Gotovo je, razumete? Gotovo je. Otrok stran, v svoj sobi, loputanje vrat, mama na aspirinih, pa apaurinih, pa vse živo. Otrok pa z svojim lastnim svetovnim nazorom. In ata pa mama sta padla z piedestala. In to je zdaj aliens, veš ono, tujec v naši hiši. In, pazite, vrne se šele, ko začne redno davke plačevati. Ko zraste v normalno osebo, ne pa tega nekega, razumete, vesoljca. Normalno osebo spet, ko se zna kultivirano pogovarjati, pa ti prikimava, čeprav si misli, kako tele si ti, ampak ti pa kima in se s tabo strinja. Takrat se spet vrnejo, ne, kot Boga boječi, ne, ubogljivi, ponižni državljani. Ne. Takrat so pa spet sprejemljivi. Ta čas, ko pa so najmočnejši, pa mora sistem narediti vse, da jih zatolče. Da jih ni zaradi tega, ker oni bi bili zmožni spremeniti svet. Ne? Sistem pa noče, da se svet spremeni. Sistem pa hoče, da smo matrica. Da smo bebčki pa ovce. Ne? Tako integrirani lepo noter v to matrico. Ne? In zato vam pravim, ne? Kak boš, knjige so premalo, ker ne berejo več. Te pa starši pišejo, čute peticije, pa to proti mojim knjigam. Pa kaj ste jeci malo, jaz bi bila ful vesela, če bi jih lahko pokvarila za svojimi knjigami, da bi jim lahko škodila. Jaz sem že x-krat rekla, snega gledajte z veseljem. Z veseljem, samo naj vzame knjige v roko. Naj vzame, ni noben problem. Te pa smo že na koncu tako daleč prišli, gledajte, da smo hvaležni, čute, če berejo tute nalepke gor na konzervah. In mi, ko pa sploh ne beremo nič, me razumete, ko nimajo zgleda, ker ga nima kje dobiti, pa te vas sprašujem po šolah, kaj pa te mama bere doma? Jano, pa Lejdi. Kaj pa ata bere? Ata ne nabere.
Ata se vleže, pa mu samo cajtniki padejo na glavo, ker je spi spodaj. Ni, razumete, ni zgledal doma. Pol pa mene sprašujejo, recimo, kaj se je zgodilo z idoli? Kje so idoli? Ni zmanjkalo. Ne? Ja, kaj smo mi naredili, čujte? Vsi smo naredili, me razumete? Vsi smo to naredili. To se ni samo zgodilo. Vsi smo pripomogli k temu. In pripomogli smo k temu, da mladi danes, in pazite, na mladih svet stoji, to ne smete pozabiti, na teh istih mladih, ki danes javno, deklarirano izražajo svojo ignoranco in se jim fučka. In mi, razumete, skušamo, ne, tako jaz osebno, recimo, pa tudi par takih hodimo po šolah, pa po knjižnicah, pa po tih zavodih, pa tak, ne, pa jih bi malo bi jih potisnili, ne, pa tako malo bi jih spodbudili, pa to, ne. Ja, ki imajo, bomo, res, če to se moramo zmeniti. Kaj si noro, res, ja, kam bomo šli grafite, kam bomo šli delati, moramo nekako pozoriti, res, čist prav ima tota, res pa prav, to moramo narediti. Te pa tak, potem se vete, čez par ceta, pa s knjižničarko, pa tak s kom, pa s kakim vzgojitlom, se potem, ne, malo se slišiš, pa malo se pogovoriš, ne. Kaj se je kaj zgodilo, ne? Je kaki napredek, so se začeli zanimati za svet okrog sebe. Ja, so, tam so šipe zlamali, pa na igrišču so vrata zvili, pa onemo so gume, ne, prerezali, pa to so se začeli zanimati za svet okrog sebe. Razumete? Glejte, to je to, kar smo naredili, to je to, kar smo dobili in to je to, kar imamo. In to je moje poslanstvo, ne. In zdaj razumete, da pol, ne, na eni strani se z mladimi srečujem, ki ne verjamejo v nič, na drugi strani z odraslimi, ki ne verjamejo več v nič. Mislim, in skratka, tu skozi balansirati in ohraniti neko vedrino in neko optimizem in v knjigah puščati neko večsporočilnost, večplastnost, neke nastavke za to izkustvo etičnega, za neko samostojno presojo, za razvoj kritičnega mišljenja. Čujte, če pa nočejo razmišljati. Ne? To vam hočem reči, da to vse skupaj, kot mi rečemo po domače, je trud uzalud, ampak gledajte, 50 knjig vseeno govori za sebe, to pomeni samo to, da jaz ne odneham. Mislim, da ni konca, ne kraja, mislim, in tudi ne nameravam odnehati. Konec koncev je, se mi zdi, da skozi svojo literaturo tudi jaz sama zorim, ne? Pa če že ne drugače, saj meni se osebnostno poznajo moje knjige, če že na druge nimajo nobenega vpliva. Samo vam pa moram nekaj povedati, je pa tako lepo, ko pol vseeno slišiš, pa le kako pozitivno informacijo. Tako zadnjič, ko sem slišala od ene gospe, je rekla, veste, vi, je rekla, vas pa si je moja hči zapomnila za vse življenje, jaz sem se že tako prestrašila, smisla boje, kako zarijo, sem spet zinila, ne, in bom zdaj poslušala od mame, ne, je rekla, v osnovni šoli, ne, je rekla, vi ste ji rekli, da mora vztrajati, da ne sme odnehati, no, in gledajte, da bo nekoč pisala, ne, ker je nadarjena, je rekla, no, pogledajte, rekla, danes pa res piše novinarka in piše za finance. Sem si mislila, evo ti ga, na kaj vse literatura vpliva v ti državi, mislim, tako da sem skratka, evo, vesela. Jaz vam brala več ne bi, edino mogoče na koncu bi vam pa samo en odlomek, ker vem, vsi ste starši, ne, pa bi vam samo eno kratko razmišljanje še prebrala o starševanju. Kdo smo pa kaj smo starši? Starševanje v bistvu pomeni uradovanje. Zaposlitev za nedoločen čas, brez dopusta, regresa, bolniškega staleža in božičnice. Starševanje je neprekinjeno zasedanje domače komisije za odprta vprašanja zaprtega tipa. Vikend izvidnica glede nevarnih skušnjav za nedolžne žrtve. Nočna straža pred diskotekami. Dežurstvo z več prečutimi nočmi, kakor v času dojenja. Starševanje so sreča in obup, pesem in tožba, smeh in jok, strah in pogum. Starši smo izjemno trpežna, skromna in požrtvovalna bitja. Odporni smo na viruse in naravne katastrofe. Brezpogojno ljubimo in se razdajamo svojim otrokom, v zameno pa pričakujemo samo nekaj malega.
pospravljeno sobo, odlične ocene, visoke cilje, spodobno vedenje, zaupanje, železni repertoar občečloveških vrednot, prezir do elektronske in mobilne tehnologije, prirojeni naklonjenost do narave in strpnost do drugačnosti, razumevanje za nizke cene in smotrno zapravljanje zajamčene žepnine. Zdaj vidite, kako skromni smo starši. Ja, Janja, mene zanima, a mislite, da su starši še vedno takšni, ko što se ih zdaj opisali? Ja. Jaz mislim, da smo v totalnem asocialnem materializmu. Starši več niso to. To, kaj ste zdaj povedali, to je pravljica 30-40 let nazaj. Čujte, glede na to, da moja hči še najstnica, ni ravno tak, ne, bi rekla, ni to 30 let nazaj. Na nek način se moram strinjati z vami. Kar se staršev tiče, ne, jaz mislim, starši so še vedno skrbni pa ljubeči, samo zavzemajo se za napačne stvari. Starši še vedno želijo svojim otrokom vse najboljše, ampak istočasno jim ponujajo napačne vzorce, vse na lahek način, instant slava, vse po liniji najmanjšega odpora, brez truda. Starši pravzaprav otrokom prepovedujemo napore, ne? Mi bi jih radi obvarovali pred svetom, ne? In zato potem take knjige v bistvu vzbudijo pri starših tak revolt. A veste, niso mladi, tisti mladi nimajo nobenih problemov.